Gostja seje upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije je bila ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc. Predstavila je načrtovane spremembe v sistemu zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. Ministrica zagotavlja: Se zavedam tudi te zaveze, ki je bila podpisana v socialnem sporazumu, da se dodatno ne obremenjuje gospodarstva, in zato je ta predlog zakona tudi tako pripravljen. Predstavniki gospodarstva pa menijo: večina delovno aktivne populacije je zaposlena pri gospodarstvu, pri gospodarskih pravnih subjektih. In kolikor so obremenitve za zavarovance večje, so posledično praviloma tudi za delodajalce. Na izredni seji upravnega odbora GZS Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij so bili sprejeti sklepi glede spremljanja dogajanja v povezavi s poslovanjem Mercatorja in Agrokorja ter zagotavljanja varnosti slovenskih dobaviteljev kmetijskih pridelkov, hrane in pijač. O odzivih slovenskih dobaviteljev so spregovorili na posebni novinarski konferenci. Želimo biti enakovredno, enakopravno obravnavani kot vsi ostali dobavitelji, predvsem hrvaški. Želimo biti seznanjeni z aktualnimi zadevami. Predstavniki GZS, Združenja za promet in Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, so na skupni novinarski konferenci predstavili nasprotovanje predlogu vladnega zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper, predvsem z vidika financiranja projekta. Stališče cestnih prevoznikov je, da bi se mogel drugi tir financirati, bi mogla financirati Luka Koper in država. Predsednika Slovenske in Črnogorske gospodarske zbornice Marjan Mačkošek in Velimir Mijuškovič sta podpisala pismo o nameri za sodelovanje in pomoč GZS, Črnogorski zbornici in gospodarstvu na področju digitalizacije, zlasti pri uvajanju e-računov. Področje elektronskih komunikacij in pa poslovanja preko elektronskih medijev je neke vrste bodočnost in kjer smo mi v Sloveniji relativno močni. Na GZS se je mudila delegacija ruskih poslovnežev iz Orlovske oblasti, ki so jo sestavljali predvsem predstavniki podjetij z področja elektroindustrije, inženiringa, agroživilstva, usnjarstva in gumarstva, gradbeništva ter cateringa. There is a good chance, an unique chance for our businessmen to present our projects. Partnerji iz Slovenije in Avstrije so na novinarski konferenci predstavili projekt Expedire, v okviru katerega nameravajo k izvozu spodbuditi 50 novih podjetij, ob tem pa ustvariti 10 slovensko-avstrijskih poslovnih partnerstev in tako razširiti krog podjetij, ki imajo tudi v svojem portfoliju tako imenovani izvoz oziroma izvozni proces. Več kot 40 slovenskih gospodarstvenikov se je udeležilo predstavitve priložnosti in možnosti za sodelovanje slovenskih podjetij v projektu Beograd na vodi, pa tudi drugih beograjskih projektih. To su sve veliki projekti da očekujemo da učestvuju slovenačke kompanije koji imaju dosta iskustva u takvim projektima. Minister Dejan Židan in generalni direktor GZS Samo Hribar Milič sta podpisala dogovor o sodelovanju med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Gospodarsko zbornico Slovenije na področju spodbujanja in podpore internacionalizaciji kmetijskih, živilsko-predelovalnih, gozdarskih in z njimi povezanih dejavnosti. Izvoz pomeni, da uspemo prepričati tudi tuje kupce, da je hrana cenovno primerna, da je okusna, kakovostna in varna. Kampanji Slovenija bere so se pridružile tudi Slovenske železnice. Ob tej priložnosti sta evropska komisarka za promet Violeta Bulc ter pesnik in pisatelj Milan Dekleva na vlaku Ljubljana-Postojna brala naključnim potnikom. Glede na to, da tako veliko potujemo in smo seveda ves čas od 1 ure pa kaj do 30 ur na poti, je seveda ta čas odličen čas za branje. Na mednarodni konferenci uporaba odpadkov kot sekundarnih surovin so bile predstavljene aktivnosti v podporo krožnemu gospodarstvu ter priložnosti in izzivi, ki jih le-ta predstavlja za industrijo s poudarkom na industrijski simbiozi. Industrijska simbioza v ožjem pomenu je sodelovanje 2 ali več industrijskih partnerjev, s tem, da odpadki enega postanejo vhodni materiali drugega.
Na GZS so slovesno podelili diplome slušateljem, ki so uspešno zaključili izobraževanje v okviru papirniške šole. Izobraževanja so potekala v organizaciji Inštituta za celulozo in papir ter GZS Združenje papirne in papirno-predelovalne industrije v sodelovanju s 6 papirnicami. Načrtujemo, da se bo njihovo znanje lahko uradno verificiralo v okviru nacionalne poklicne kvalifikacije. Letošnja gradbenijada, panožno tekmovanje dijakov 5 srednjih gradbenih šol, je znova odprla vrata tudi za predstavnike delodajalcev, ki so si lahko v živo ogledali poklicne kompetence, veščine in spretnosti bodočih zaposlenih. Vidimo obilo motivacije za strani mladih srednješolcev in upam, da bo ta motivacija jim ostala. Na tokratnem seminarskem trojčku iz cikla Kreativno vodenje so udeleženci spoznavali različne tehnike vitkega, agilnega in osredotočenega poslovanja, ki sodijo med ključne dejavnike uspešnega in učinkovitega delovnega okolja. Vitko, agilno in osredotočeno v bistvu imajo eno skupno točko, to so ljudje in ljudje so tisti, ki postavljajo vse procese, razvoje.